Sloveniji pa smo trenutno priča razmeram, kakršnih ne pomnimo. Ker je bila razglašena epidemija, je prav, da se kot civilizirana družba držimo določenih pravil. Poleg strpnosti do obolelih bi vas prosil, da spoštujete vse preventivne ukrepe. Da bi preprečili širjenje novega virusa, smo nekaj ukrepov sprejeli tudi pri naši oddaji. Prvi in najpomembnejši je, da našega obalnega korespondenta ne spustimo niti več v stavbo. Drugi pa, da oddajo do nadaljnega snemamo brez prisotnosti publike. Če se sprašujete, od kje prihaja ta smeh, vam moram priznati, da nismo čisto brez publike. V njej smo namreč ohranili tiste, za katere nam je vseeno. Ja, nocojšnji smehi so posneti in za njih je odgovoren Jernej Celec. Če citiram papeža, Bog nam pomagaj vsem skupaj. Kot večina Evrope je tudi Slovenija ta teden dobila nov nacionalni šport. To je spremljanje števila okuženih. Tiskovne konference ministra za zdravje so namreč čedalje bolj videti kot žrebanje lota. Vsak večer se cela Slovenija zbere pred televizijo in spremlja, katere so današnje številke in predvsem, od kje prihajajo dobitniki. To je malo preveč smeh za to, dej se malo brzdej. Eden izmed slovenskih krajev, ki je zaradi novega koronavirusa trenutno najbolj na udaru, je Metlika. Ta zaradi velikega števila okuženih zgleda kot mesto duhov in počasi že spominja na Črnomelj. K sreči pa so domačini v Metliki našli način, kako omejiti širjenje virusa. Pa vas je strah kaj tako delati s strankami? Je, veste, da je. Mi celo stranke špricamo in po rokah in vse in prašamo, kateri zdravniki, ker bojimo se, ne? Ja, se vidi, da je Bela krajina vinorodno območje. Če se pojavi bolezen, pač špricajo toliko časa, dokler ne izgine. Če deluje na modri Frankinji, bo tudi na bledem Francelnu. Žal pa se je pričelo dogajati, da nekateri ljudje postajajo sovražno nastrojeni do tistih, ki so zboleli. Kar je seveda nesmiselno, saj gre zgolj za virus, ki ga po preboleli okužbi ne prenašaš več naprej. In ne za okužbo z elektronsko glasbo, recimo, katero oboleli namerno širijo okoli še naprej. Da bi čim bolj učinkovito preprečila nadaljnje širjenje virusa, je slovenska vlada razglasila epidemijo in uvedla posebne ukrepe. S ponedeljkom v državi zapiramo vse vzgojno-izobraževalne ustanove. Zdravstvenim delavcem so omejili gibanje na okuženih ali ogroženih območjih, prepovedali so jim odhod na letni dopust, stavke in usposabljanja na ogroženih območjih. Prevozniki avtobusov bodo imeli praznični vozni red. Poleg tega je vlada do nadaljnega prepovedala vse organizirane dogodke ter pozvala k zaustavitvi javnega življenja. V praksi to pomeni, da bo na tisoče in tisoče Slovencev zdaj namesto v gostilnah svoje večere preživljalo doma v dvoje. Torej nas natanko čez 9 mesecev čaka baby boom ali pa dolge vrste na uradu za ločitve. Odvisno v kakšnem stanju je vaše razmerje. Kot smo lahko slišali, bodo od ponedeljka naprej zaprti tudi vsi vrtci, osnovne in srednje šole, pouk na fakultetah pa bo potekal na malce drugačen način. Univerza v Ljubljani je prekinila pouk in omejila osebne stike pri vseh drugih aktivnostih. Neposredno pedagoško delo bodo nadomestili študijem na daljavo in individualnim učenjem. Svoja vrata pa je že v ponedeljek zaprla tudi Univerza na Primorskem. Ja, fakultete bodo imele spletna predavanja najbrž kar preko Skypa. Kar v praksi pomeni, da bodo 2-urno predavanje 1 uro in 45 minut porabili samo zato, da preverijo, če vsi slišijo. Poleg šolskih klopi pa bodo v prihodnjih tednih samevale tudi pisarniške mize, saj država poziva vse, ki jim je to omogočeno, da do nadaljnega delajo od doma. V bistvu je novi koronavirus en tak gospodarski eksperiment, ki nam bo pokazal, če se sploh še rabimo hoditi štemplat ali enaka korist, če delamo iz domačega kavča. Poleg šol in podjetij pa preventivne ukrepe končno sprejemajo tudi slovenske bolnišnice, saj med okuženimi je presenetljivo veliko zdravnikov. Ne vem, a naj moledujem, prosim, pozivam na tem mestu še enkrat zdravstveno stroko in zdravstvene delavce, da naj ne prihajajo bolni in z vidnimi znaki koronavirusa na delo. Ne želimo, da se nam zgodi italijanski scenarij. Ja, besede zdravstvenega ministra izhajajo iz dejstva, da slovenske bolnišnice svojim zaposlenim niso zabičale naj po smučanju v Italiji ostanejo doma. Vodstvo bolnic je namreč verjelo, da se simptomi bolezni lahko pri zdravnikih izrazijo le ob vikendih in nikakor ne sredi napornega 24-urnega dežurstva.
K sreči pa so bile ministrove besede zdaj uslišane in bodo tudi bolnišnice končno uvedle prve ukrepe in tako do nadaljnjega ukinile rdeče noske. Zaradi umetnih rdečih noskov se namreč pri zdravnikih ne vidi, če so njihovi noski tudi dejansko rdeči. Pa kaj delaš? Ker večina okužb s koronavirusom izvira iz sosednje Italije, je slovenska vlada ta teden omejila prehod čez slovensko-italijansko mejo in tja napotila policiste, da jo varujejo. Oziroma po domače povedano, znova smo uvedli soško fronto. V primerjavi s prejšnjo bo nova verzija veliko varnejša, saj imajo policisti jasen plan, kako usmerjati potnike. Kako ga boš pa obračal kle? Kaj boš šel ven? Ne, boš da tle, kada sekajo cesto. A ne boš kle noter, pa tam del sekal? Ma, ko bo prišel, bo obrnil, razen če skočiš v štatuno, pa tam obrne. Ma saj vseeno. Poleg pozdrava policistov so vsi potniki ob vstopu v državo po novem deležni tudi pozdrava slovenske vlade, ki jim preko SMS sporočila pošlje konkretna navodila za ravnanje. Ta naj bi bila zaenkrat zelo kratka in jedrnata. Ker policisti več kot očitno sami ne bodo zmogli varovati slovenske meje, je država na mejne prehode napotila še zdravstvene delavce, ki potnikom merijo telesno temperaturo. Glede na prve meritve naj bi ugotovili, da so nekatere Italijanke res vroče. Vse potnike pa je potrebno opozoriti, da na mejnem prehodu Fernetiči merjanja izvajajo z laserskimi termometri, na manjših prehodih pa z živosrebrnimi in rektalnimi termometri. Če našim policistom na meji družbo delajo zdravstveni delavci, pa italijanskim policistom družbo delal nekdo drug. V tem trenutku je tukaj na mejnem prehodu Škofije opaziti po eno vozilo slovenske in eno vozilo italijanske policije. Še pred nekaj minutami je bila tukaj za nami prisotna tudi italijanska vojska, ki pa se je po stari navadi takoj predala. Zahodnja meja je torej približno tako varna kot seks s kondomom, ki ga je predhodno prežvečil pes. Na identičen način kot Slovenija pa se bo pred novimi okužbami s koronavirusom borila tudi naša severna soseda. Avstrijski premier Sebastian Kurz je že uvedel tako imenovane Kurčeve ukrepe. Es gibt daher einen Einreisestopp für Menschen aus Italien nach Österreich mit Ausnahme von Personen, die ein ärztliches Attest haben. Ja, avstrijski državljani se sprašujejo, če je taka zapora res potrebna, ker kaj pa onen Kurz ve, kaj je treba narediti? A tistih piskov pa nimaš, da bi me cenzuriral. In medtem, ko morajo Avstrijci poslušati navodila od enega premierja, moramo Slovenci kar od dveh. Situacija z dvema premierjama ne bi mogla priti ob slabšem času. Slovenija je namreč zbolela in družbo ji dela nov ljubimec. A kaj, ko je uradno še vedno poročena in za vsak drek rabi podpis od moža? Je pa saj lepo videti, da je epidemija zbližala nekdanja politična nasprotnika. Dajte no pogledati. Še včeraj sovražnika, danes pa sta na odru bolj neločljiva kot jo in zo. Ker imamo dva premierja in neskončno napačnih informacij, se je potrebno odločiti, čigave nasvete bomo upoštevali. In ravno zato je v tem trenutku pomembno, da voditelji Evrope postanejo zgled vsem državljanom, tako z besedami, kot tudi z ravnanji. Naprimer, nizozemski premier. Vanaf dit moment stoppen we met handen schudden. Dus u kunt voet zoenen, u kunt elleboog stoten, wat u ook wilt. Maar wij stoppen vanaf vandaag met handen schudden. Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry. Nee. Over. Ik wil er nog verder. Zo, ja. Nasvet nizozemskega premierja je tako praktičen, da se je hitro uveljavil tudi v slovenski politiki. Kljub navodilom zdravstvenih oblasti, kot tale oznaka za izpustitev rokovanja, pa se gospodarstveniki enega najbolj enostavnih preventivnih ukrepov niso držali. Po objavi tega posnetka so zdravstveni delavci ministra Počivalška nemudoma obvestili, da se lahko s svojimi poslovni kolegi odslej pozdravlja le z mahanjem, komolčkanjem oziroma še najvarneje kar s tvrkanjem. Sreče pa preventivni ukrepi prinašajo tudi nekaj dobrih novic. Da tudi v epidemiji se najde nekaj pozitivnega. Telekom Slovenije bo recimo naprimer vsem naročnikom brezplačno nadgradil programske sheme in odklenil športne, znanstvene, otroške, dokumentarne in filmske vsebine. Žal pa nimamo podatka, če pod izraz filmske vsebine spadajo tudi filmi za odrasle. Če lahko naše humoristično poročanje o koronavirusu sredi največje histerije in strahu zaključim s čimerkoli, bi rad zaključil s pozivom, da ohranimo svojo človečnost. Če nekdo zboli, njegove družine ne izključiti iz družbe, ampak dajte jim pomagati.
Če zbolite vi, prosim, ostanite doma, da ne okužite še ostalih. Pomislite predvsem na tiste člane družbe, ki jih lahko bolezen najbolj prizadene. Dajmo biti solidarni, kajti zdaj je čas, da ljudje stopimo skupaj. Ja, ne čist skupaj, ampak malo bolj narazen, no, kot nam dobro prikaže naslednji gospod. Po ulici sem dal takole. To je najbolj, vidiš, in greš lepo, lej. Jede go, lej, greš lepo, lepo. Lej. Tako. 1 meter. 1 meter, 1 centimeter, da je sigurno. To je metoda, ki je uporabna tako za tiste, ki se bojite okužbe, kot tudi za tiste, ki imate sodno prepoved približevanja. Ne? Mi dva smo recimo na koliko? 2,60 m. Ne kršiš svoje pogojne. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.